Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar dirke za veliko nagrado Emilia Romagna. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na nedeljski dirki. Tudi današnji komentar novic bo kot ponavadi razdeljen na dva dela. V prvem se bomo ustavili pri vseh istih zanimivih iztočnicah, ki nam jih je dala dirka. Medtem ko v drugem bomo našo pozornost usmerili k napovedim strategij in seveda rezultate napovedi bomo primerjali s tistim, kar so ekipe pokazale na progi. In začeli bomo s tisto monstrovino, ki smo jo lahko videli na samem začetku dirke. V prvem krogu, praktično na prvi pravi kombinaciji, nam je Max Verstappen podaril nekaj izjemnega. Tisti njegov manever v variante Tamburello je nekaj, kar bi, vsaj po mojem videnju, moralo biti shranjeno v celotni zgodovini Formule 1. Namreč gre za enega izmed najlepših, najdrznejših, najbolj učinkovitih, ne smemo pozabiti, agresivnih, ampak čistih manevrov, kar smo jih imeli kadarkoli možnost videti. Če se mene vpraša, je bil tisti manever Maxa Verstappena nekje ob boku onemu, ki ga je napravil Nelson Piquet leta 1986, veliki nagradi Madžarske. In seveda Max Verstappen je s tem manevrom nekako pokazal na dirki, kaj je hotel povedati Ayrton Senna s tistim svojim izrekom, da če ne izkoristiš priložnosti, ki se ti ponudi, če ne greš za tistim najmanjšim prostorom, ki ti je na voljo, nisi več pravi, da se lahko imenuješ voznik v motošportu. In to je, verjamem, marsikdo izmed vas morda spregledal. Enostavno zato, ker ni bil opozorjen na to pravo poezijo, ki smo jo imeli priložnost videti. Sedaj se ne bom spuščal v podrobnosti, ali vam je Max Verstappen všeč ali ne. To ni važno. Max je lahko dolgočasen ali pa simpatičen. Mene ne briga, kajti ni mi treba živeti s njim. Jaz gledam dirke in tisto, kar sem videl v Tamburellu, mi je pokazalo, da je Max Verstappen upravičeno med najboljšimi vseh časov. A verjamem, da se bodo dobili mnogi, ki bodo dejali, da je Max Verstappen zmagal veliko nagrado Emilia Romagna, predvsem zato, ker je imel srečo. In ne smemo mimo dejstva, da v dveh priložnostih, ko je to najbolj potreboval, je imel Max Verstappen na progi varnostni avtomobil. Ali virtualnega, ali pa onega pravega. A kljub vsemu je znal to priložnost izkoristiti. In ne smemo mimo dejstva, da v Red Bullu so že mnogokrat dokazali, kako znajo izkoristiti ponujeno priložnost. Verjetno najlepši, najbolj očiten primer je kontroverzna dirka za veliko nagrado Abu Dhabija v sezoni 2021, kjer bi res lahko dobili marsikatero nepravilnost strani vodstva dirke, ampak pri Red Bullu
so znali tiste okoliščine tako izkoristiti, da so na koncu domov pripeljali rezultat. In to je nekaj, ne smemo pozabiti. Treba je povedati, da mnogi navdušenci in tudi avtorji so skorajda histerično vreščali, kako bo letos za Maxa Verstappena konec, kako je RB21 slabši od McLarena in še marsikoga drugega, in kako bo Max zapustil Red Bull čim prej, ko bo to mogoče. Sam ne vem, kako se bo odločil Max, ampak kombinacija Verstappen-Red Bull deluje in še kako. Če kdo tega ni videl na dirki v Imoli, je mogoče gledal reklame in ne dirko. In oprostite mi, če sem bil malce preveč direkten. A kaj pa bi lahko dejali o Oskarju Piastriju, glavnemu favoritu, ki je bil skozi celoten vikend najhitrejši in je na koncu končal komaj kot tretji. Ne moremo ga kriviti, da je na samem začetku dirke prepustil vodilni položaj Maxu, kajti Max v istem trenutku je bil razred, 2 razreda, mogoče 3 nad vsemi. Ampak Oskar Piastri, bodimo iskreni, skozi celotno dirko ni napravil nobene napake. A ni imel sreče. Namreč, če je imel Max Verstappen varnostni avtomobil na progi prav v tistem trenutku, ko je to potreboval, je v isti situaciji se Oskar Piastri znašel na progi praktično takrat, ko mu je varnostni avtomobil najbolj škodil. In tu ni nobenega razloga, zakaj bi lahko dejali, da je bil Oskar Piastri slab. Pač ni imel sreče. Sreča je potrebna tudi v vsakdanjem življenju, ampak to še ne pomeni, da je za njegovo sezono konec. Namreč pred njim je dirko končal tudi njegov moštveni kolega Lando Norris. In bodimo iskreni, v skupni razvrstitvi mu je odščipnil 3 točke, kar je malenkostno v tem delu sezone. Razumemo pa lahko, da Lando Norris skozi celotno dirko velike nagrade Emilia Romagna niti v enem segmentu ogrožal superiornosti Maxa Verstappena. In že to kaže, da tudi pri McLarenu se bodo morali odločiti, da je Piastri pač vodilni in da bo vlogo druge violine moral sprejeti Lando Norris. Ampak takšno je življenje, takšne so dirke. Verjamem, da za mnoge je bila dirka za veliko nagrado Emilia Romagna res dobra, zanimiva. Za nekoga pa če, ker je zopet zmagal Max Verstappen, ampak takšni smo mi navdušenci, ki nas je, bodimo iskreni, zmeraj težko zadovoljiti. Ampak verjamem, da mnogi, tudi jaz, priznam, smo pričakovali več od skuderije Ferrari. In verjetno marsikateri navijač je dobil priročen izgovor, da so pri Ferrariju v bistvu popravili tisti rezultat, ki je bil katastrofalen na sami kvalifikaciji. Ampak sam z iskanjem izgovorov nikoli nisem bil zadovoljen. Namreč Ferrari v Imoli, da kaže takšno predstavo, kot smo jo videli tokrat, je brez vsakršne možnosti izgovora. Ne le, da so bile kvalifikacije porazne, tudi na sami dirki, a res nismo videli ne Lewisa Hamiltona in ne Charlesa Leclerca nikoli v pravem elementu. Borila sta se, ampak borila sta se, na primer, z Williamsom, kar še zdaleč ni tisto, kar si mi, ljubitelji Formule 1, želimo.
vsem spoštovanjem do ekipe Williams, o kateri bom govoril malce kasneje. Treba je poudariti, da na koncu velike nagrade Emilia Romagna se je zgodila epizoda, ki je rahlo kontroverzna. Verjetno se spomnite, kako je Charles Leclerc izrinil Aleksandra Albona. In brez polemik, Charles Leclerc je izrinil Aleksandra Albona. Obstaja zapis komisarjev o tem. Seveda po tem incidentu je Charles Leclerc dobil sporočilo, naj spusti Albona predse, kjer se je pritoževal in jamral tudi po dirki, da to sploh ni več Formula 1. Zaradi tega, ker je Charles Leclerc izrinil Aleksandra Albona, je bila sprožena tudi preiskava. Ker je zopet Charles Leclerc bil začuden, pa zakaj? Enostavno zato, ker je nekoga izrinil, mislim, da je bilo do tu vsakomur to jasno. A vrnimo se k poročilu, kjer so komisarji ustavili vsako nadaljnjo raziskavo, ker je Charles Leclerc vrnil položaj Aleksandru Albonu. Zdaj, vračanje tiste trajne prednosti, ki jo je nekdo nešportno pridobil, je nekaj, kar se zgodi, naprimer v primeru, če voznik prehiti enega ali dva nasprotnika izven proge. Ali pa, kot smo videli pred kratkim pri Georgeu Russellu, ko je imel težave s sistemom DRS. Sicer, ko je Russell videl, kaj se dogaja, je dvignil nogo stopalke za plin, izničil vse tisto, kar bi lahko pridobil in zadevo rešil. Podobno je na mnogih drugih dirkah, kjer se enostavno vrne, kar si pridobil izven proge in tako zadevo zaključil. Ampak vprašanje je, v primeru Charlesa Leclerca je šlo za izrivanje ali pa je šlo za prehitevanje izven proge ali kaj podobnega. Namreč je Aleksander Albon tisti, ki ga je Leclerc prehitel in mu moral vrniti položaj ali kaj drugega. Če beremo poročilo, bi lahko dobili občutek, kot da je Leclerc prehitel Albona tako, da ga je potisnil ven. Ampak tisti, ki smo gledali dirko, smo verjetno zadeve videli malce drugače. Vkolikor so se odločili v skuderiji Ferrari ukloniti mesto Aleksandru Albonu, tudi prav. Ampak po navodilih, ki jih imajo razsodniki, morajo gledati strogo na incident in ne sme jih zanimati, kaj se je dogajalo prej in kaj se je dogodilo potem. Kazen za izrivanje je enaka. Ali se tvoj nasprotnik vrne takoj na progo, ali na primer obstane v peščeni izletni coni za na primer 30 sekund, ali pa celo odstopi. Tu smo videli res, vsaj po mojem videnju, te vrste dvojna merila. Ker so lahko komisarji, kjer je bil predstavnik voznikov nekdo, ki zmeraj prireja pravila, David Antonio Liuzzi, nekako pomagali Ferrariju, morda v strahu, da publika ne bi razumela, kakšna so pravila. Ampak komisarji ne smejo delati uslug ekipam in ne smejo nekako delati tistega, kar si želi publika. Delati morajo tako, da se pravila spoštujejo. In takšen je tudi moj pogled. Ampak, da je skuderija Ferrari v gromozanski krizi in da je bila dirka za veliko nagrado Emilia Romagna porazna, pravijo tudi naslednje številke. Če pogledamo konstruktorsko lestvico, bomo videli, da je Ferrari zbral 114 točk. Lani po 7. dirki na koledarju, veliki nagradi Emilia Romagna,
jih je imel Charles Leclerc 113. Scuderia Ferrari jih je imela lani 98 točk več. Če primerjamo, lani Ferrari 212, McLaren je postal konstruktorski prvak pa 154. A rabite še kakšen drug dokaz o krizi? Sam ne. Govorili smo o Albonu, ker so mu s tistim manevrom Leclerca pač onemogočili, da bi lahko bil na koncu celo četrti, kar je bilo realno. Ampak ne smemo pozabiti, da je bil v točkah tudi Carlos Sainz mlajši in F47 se kaže kot izjemno konstanten in konkreten bolid. Škoda, da so zaustavili razvoj, kajti do konca sezone je še ogromno dela. Yuki Tsunoda po tistem trku na kvalifikacijah je na koncu prišel do 10. mesta, kar je po mojem mnenju fantastičen rezultat. Ne toliko zaradi Red Bulla in podobnih zadev, ampak zaradi tega, ker je bil Yuki verjetno v fizičnem stanju, ki ni bilo 100-odstotno. In ne smemo pozabiti, da imamo tudi Hajdžarja, ki pridno nabira točke. Ampak ustavil bi se rad tudi pri Franku Colapintu, o katerem je zmeraj ogromno za povedati, o katerem vidimo veliko večino slik na vseh družbenih medijih ekipe Alpine, ampak začnimo se spraševati, ali je Franco Colapinto res toliko boljši od Jacka Duana? Vem, vprašanje, ki sem ga postavil že v mnogih prispevkih, ampak sedaj po tej dirki si lahko začnemo dajati tudi prve odgovore. Če je Colapinto bil res pod pričakovanji, ne smemo mimo dejstva, da je Liam Lawson tudi eden izmed tistih, ki so razočarali zgodbe, da ga bo čim prej, ko bo to mogoče, nadomestil Arvid Lindblad, dobivajo zmeraj bolj na teži. In če bo tako nadaljeval Lawson, tudi sam ne bom imel absolutno nič proti tej menjavi. Sedaj je čas, da si ogledamo tudi napovedi strategij, ker bomo videli, da je Pirelli dal kar dve varianti. No ja, varianto, ki smo jo videli v zrcalni podobi z enim postankom in seveda tisto možnost z dvema postankoma, ki je enaka prvi varianti, ki sem jo predstavil sam. In tu je treba povedati, da mnogi na štartnem razporedu so si izbrali nekaj podobnega. Treba je omeniti tudi nekaj, da sem sam v moji napovedi nekako dal možnost tudi varianti, ki smo jo videli na primer pri Aston Martinu, kateri ni pa ne duha in ne sluha pri Pirelli. Ampak konec koncev sam sem pričan, da Oscar Piastri je sledil do kroga tistemu, kar sem sam napovedal, za tisto prvo, najbolj očitno, najbolj dolgočasno varianto. Le njegova druga menjava je bila zaradi obdobja virtualnega varnostnega avtomobila nekako 8 krogov prezgodnja. Zato smo videli na koncu, da mu je enostavno zmanjkalo pnevmatik. A o tem smo govorili že na samem začetku, kako je za Piastrija dobesedno bilo obdobje varnostnega avtomobila ob nepravem času. Konec koncev bi lahko dejali samo iz grafa, da so nekateri imeli v mislih imeti samo en postanek, ukolikor ne bi bilo nobene nevtralizacije, ampak ker je to izjemno pogosta zadeva na progi v Imoli, je bilo pričakovati strategijo z dvema postankoma, s tako mehkimi mešanicami, nekaj očitnega. In tudi to menim, da je nekaj. Preden zaključimo, še beseda o vozniku dneva. Tokrat
je publika izbrala Maxa Verstappena. In sam se strinjam, ne zaradi njegove zmage, ampak zaradi tistega prvega manevra, o katerem smo že govorili. In seveda vsake toliko tudi voznik dneva je podeljen pravi osebi, vsaj takšno je moje videti. A kar se tiče tega komentarja velike nagrade Emilia Romagna, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.